Zadnji novembrski četrtek v letu 2014 je bil namenjen veselju in dobrodelnosti v športni dvorani v Slovenskih Konjicah, kjer je pred polno dvorano potekal tradicionalni žur pod goro s prazničnim bazarjem. Za program so poskrbeli prav vsi učenci iz osnovne šole pod goro in učenci osnovne šole v parku. Pridružili so se še člani orkestra glasbene šole Slovenske Konjice. Vsakdo je dodal svoj košček v čarobni, praznični in letos tudi dobrodelni mozaik. S prodanimi vstopnicami za simbolični 1 evro, s prodajo različnih izdelkov izpod pridnih rok osnovnošolcev na prazničnem bazarju in prispevki sponzorjev se je povečal letošnji sklad, iz katerega se bodo sredstva namenila za posebno sobo v terapevtske in pedagoške namene. Primerna je za osebe, ki take vrste terapijo potrebujejo ne samo v času šolskih ur, temveč se pozitivni učinki vidijo in čutijo tudi kasneje v življenju odraščajočih oseb. Soba bo namenjena hiperaktivnim otrokom in tistim osebam, ki imajo motnje v razvoju, pa ne samo mladim, tudi odraslim osebam z diagnozami, ki jim napovedujejo slabšo kvaliteto življenja. V sobi oziroma prostoru za umirjanje je vodni stolp, ki otrokom omogoča, da spreminjajo barve, sedijo ob njem in opazujejo mehurčke, se sproščajo in v ogledalu spoznavajo svoje telo. Pomemben delež nosi tudi aromaterapija, ki blagodejno vpliva na dihanje in umiritev, sproščanje in uživanje. V sobi je ponavadi vodna postelja, ki je malce mehkejša in je prilagojena uporabnikom. Postelja je zanimiva tudi zato, ker ima lahko spodaj zvočnike in vibrira, tako še dodatno spodbuja predvsem mišice gibalno oviranih otrok. Na njej so optična vlakna z barvami, ki v temi dajo poseben efekt in spodbudijo otrokovo kinestetiko, poskušajo jih zvijati in mečkati. V sobi je še klasična blazina ali vreča s stiroporjem, na katero se otroci lahko usedejo, in kolo, v katerem se prelivajo barve. Otrok doživlja vizualizacijo. Kinestetična tabla pa je namenjena predvsem otrokom na vozičku oziroma tistim z najtežjo motnjo v gibalnem ali duševnem razvoju. Z njeno pomočjo tipajo razne predmete, se opazujejo in navezujejo razne oblike. Sobo lahko krasi še krogla in barvni spekter, v katere se usmeri žarek, otroci pa uživajo ob lovljenju krogcev. Krona vsega pa je lahko tudi hišni kino, vse dejavnosti se namreč vršijo ob nežni glasbi. Otroci tako doživljajo še akustični efekt. Tako ali podobno opremljen prostor je namenjen v prvi vrsti sproščanju. Nekateri jo dodatno preoblečajo še v blazine in na takšen način postane sprostilno igralno bralni kotiček. V tem prostoru se izvaja fizioterapija, otroci na blazinah lahko sedijo v krogu in uživajo ob pogledu na sonce ali naravo, kolikor je to možno tudi iz tehničnega vidika. Tema letošnjih nastopov na žuru pod goro je bil Mali princ s svojimi izkušnjami med potovanjem in mislimi, ki še vedno bogatijo in učijo, čeprav so bile slišane in prebrane že mnogokrat. Nastopajoči so tekst prikazali srčno. Iz osnovne šole v parku je bila glavna igralka, ki se je v vlogi malega princa znašla več kot odlično in obiskovalci prireditve sploh niso vedeli, da je učenka prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Nič ne morem za to, dolga pot je za mano in jaz nisem nič stal. Aha, vidim. Potem ti ukazujem, da zehaš. Ne morem več zehati. Potem pa ti ukazujem, da nehaš. Vas lahko nekaj vprašam. Ukazujem ti, da vprašaš. Komu vi vladate, če ste pa sami na planetu? Jaz sem vendar vladam soncu, zvezdam, luni. Jaz sem vendar vesoljni kralj.
točkah programa je bilo čutiti in videti veselje in trud vseh nastopajočih, mentorjev in sodelujočih med pripravami od začetka septembra dalje. Z besedo, glasbo in plesom so poskrbeli, da so vsem zbranim v dvorani zažarele iskrice v očeh.